kdaj želeli, da bi znanje med spanjem direktno prehajalo v vaše možgane? No, to nažalost ni mogoče. Danes pa se bomo v eksperimentalnem četrtku vseeno naučili nekaj novega. Spoznali bomo osmozo. Ampak, kaj pa je osmoza? Osmoza je prehajanje vode skozi polprepustno membrano iz območja z večjo koncentracijo vodnih molekul proti območju z manjšo koncentracijo vodnih molekul. Prehajanje bomo prikazali tako, da bomo v posodi zmešali sladkor in vodo. V manjši kozarec pa nalijemo vodo in jo obarvamo z jedilno barvo. Manjši kozarec prekrijemo s filtrom za kavo, ki v našem primeru predstavlja celično membrano, in ga položimo v posodo. Opazujemo le, kaj se bo zgodilo. Vidimo, da barva iz manjšega kozarca prehaja skozi membrano v večjo posodo. To se zgodi zato, ker je v siropu veliko sladkorja in manj vode. Zato voda prehaja v sirup. Približno tako kot takrat, ko pijemo kakav po slamici. V skodelici imamo veliko kakava, ta pa po slamici potuje v naša usta, kjer kakava ni. Na tak način vodo črpajo rastline. Skozi membrano potuje voda iz zemlje v celice rastlin, kjer je vode manj. To bomo prikazali s pomočjo rože in obarvane vode. Vidimo, da je iz kozarca obarvana voda potovala po steblju rože v njen cvet. Sedaj pa si bomo pogledali še preizkus z jajci, katerim smo s kisom odstranili lupino. Ko jajcem odstranimo lupino, ostane polprepustna membrana, skozi katero prehaja voda. Ta jajca bomo potopili v kis, vodo in med. Kis je izotonična raztopina. V njem je približno enako vode kot v jajcu, zato voda ne prehaja in jajce obdrži svojo velikost. Med je hipertonična raztopina. V njem je manj vode kot v jajcu, zato v tem primeru jajce začne izgubljati vodo in postane manjše. Voda je hipotonična raztopina. V vodi ni raztopljenih snovi, tako kot v jajcu, zato voda začne prehajati v jajce, ki se zaradi tega napolni in poveča. Naučili smo se, kaj je to osmoza, jaz pa bom še enkrat preverila, če znanje res ne potuje iz knjige direktno v naše možgane. Se vidimo v naslednjem eksperimentalnem četrtku.